Jaz sem na začetku kvalifikacijskega ciklusa dejal, da bi bil že zadovoljen, če bi do zadnjega sami odločali o svoji usodi in bili konkurenčni ostalim ekipam. Poljaki pa prihajajo sigurno v Ljudski vrt z eno samo računico, kako zmagati. Tudi v njihovih izjavah je jasno videti, da jih zanima samo totalna ofenziva in 3 točke, čeprav jaz temu ravno ne verjamem, tako da bodo čisto van bank začeli v Ljudskem vrtu. Njihova kvaliteta posamezna je jasna, igra kratkih pasov tehnično dovršena, z dobrimi posamezniki, na vse to skupaj mi moramo seveda znati odgovoriti, mi pripravljamo 1 ali 2 variante, kako zdaj vse skupaj to zaustaviti oziroma kako priti do njihovega gola. Proti San Marinu vas je verjetno skoraj zazeblo, zdaj proti Poljski temu ne bo tako. Ja, ne vem, se nikoli ne moreš vedeti, kako se je tekma začela, kako se je odvijala, mogoče bo veliko dela, mogoče ga ne bo, ampak vse vsem. Jaz moram biti vedno pripravljen. Kakšno je vzdušje v ekipi? Vzdušje ekipi v reprezentanci je vedno dobro, tako da tukaj ni nobenih večjih problemov in mislim, da je atmosfera vedno na pravi ravni. Je kak napadalec oziroma igralec poljske ekipe, na katerega se še posebej pripravljate? Ne, mislim, da bomo prve podatke danes dobili. Popoldne bomo imeli sestanek, več ali manj pa igralci igrajo po Evropi, njihovi veliki igrajo v Bundesligi in več ali manj, kdor spremlja nogomet, več ali manj ne ve, za kakšne igralce gre. Da bi se pa na koga posebej pripravljali, se pa ne. Definitivno je to, da bo treba biti 90 minut skoncentriran, zato ko vsaka najmanjša napaka nas lahko kaznuje. Tako da jaz pričakujem zelo težko tekmo, katero ne smemo primerjati z Angleži. Preveč se postavlja vprašanje, to angleška, poljska, poljska je povsem ena druga tekma in to bo dosti težja tekma, predvsem z psihičnega vidika. Mi smo te dneve po Londonu v prvi fazi predvsem izkoristili za regeneracijo oziroma da ponovno pridemo v tisto stanje potrebno za takšno težko tekmo, ko nas čaka. Mi bomo danes še trenirali v Kidričevem in potem mislim, da je to, kar smo naredili.